Naši predniki so peli vsak dan, ponavadi skupaj, in s tem vzpostavljali medsebojno povezanost, prenašali pomembna sporočila in odganjali sovražnike. Peli so ob ognju, med dnevnimi opravili, v ritualih in z njim tudi zdravili. Danes je petje postalo rezervirano za elito, ki ima svoje producente in koncerte. Ostale pa pušča v veri, da nimajo dovolj lepega glasu. Zato naj bodo raje tiho. A petje je nujno potrebno. Bi se s tem strinjala? Seveda. Ja, seveda. Lepo je peti. Jaz moram reči, da na deželi je še petje kar dovolj. Ja, tudi podoknice se še včasih slišijo. Res, ja. Tako da vsaj pri meni, prinaša veselje, zadovoljstvo. Na moji Kostanjevici in Šentjerneju to se še vedno poje. Prej smo slišali, da ima Saša Lendero resne zdravstvene težave in je zaradi tega ogrožena njena kariera. Imenitna prva vokalistka skupine Tabu, Nina Vodopivec, pa je leta 2006 nenadoma ostala brez glasu. Izdalo jo je zdravje. Po tem dogodku je za seboj pustila glasbo. Kaj bi rekla, zakaj je do tega prišlo? Torej, oprostite, ampak ko sem jo prvič slišal, sem rekel, jaz ne vem, koliko časa bo tole sploh zdržalo. To je bil en način zgrno, vse tle noter in tako, ne, to nekaj časa gre, potem pa ne. To je bilo zanesljivo, sem vedel, da bo konec. Par ansamblov sem celo obvestil, da naj pazijo, recimo pri pevcu. Eni, pustimo imena, se veste, kako je. Saška se bo pobrala zagotovo, sam te vaje dve je treba. Ampak seveda je nerodno, karijera pa zaradi tega neha. Maja, se sama bi tudi ti verjetno. Ja, v bistvu, jaz mislim, da pride tudi do teh vozličkov in teh, če je ogromno koncertov, neprespanih noči in se to potem začne vleči in tudi pride do tega, do izgube glasu, do hripavosti. In mislim, da je res pomembno. Tisti svoj čas so Tabuji res bili popularni in so imeli ogromno nastopov in mislim, da je cela ta karijera v bistvu ni nestala glasu. Sicer danes sem gledala en njen posnetek in je pela. Torej že poje. Bomo videli, jaz mislim, če bo imela možnost, da se karkoli da popraviti, ker pride pa še nam kako zapoje. Vse se da marsikaj, seveda, so operacije. Pri glasilkah je tako obeh. En tak mozolček majhen se naredi. In če se ta mozolček veča in veča, če vi ne počivate vmes, lahko sam zgine, če se spočiješ. Posebej, če imaš nepravilno tehniko. Recimo, če se bojiš visokih tonov, pri visokih tonih je treba na mehkem nebu gor dvigati jeziček zadaj. Veste, kot da bi imeli vroč krompir v ustih, ali pa zehali, mora biti odprto. In če ni, veste se to. In potem se ta mozol veča in se zavozlja, zato se reče vozliček. Nastane pa lahko polip. Polip je pa lahko neznane narave ali pa tudi od nepravilnega petja. To se odstrani, ampak seveda enkrat ni, drugič tudi še ne, se pa da, pa potem počitek, obvezno en mesec je počitka. Ja, počitek je potem obvezan, da v bistvu se glasilki prijajo k sebi, potem je pa treba ponovno shoditi, tako se reče. Tako, tako kot veste, glasilke treba z eno vajo, z i-jem pa z oskim e-jem, pa z m-jem, to je težko zdaj razložiti. Z eno vajo, ki gre, bom pa vseeno povedal, recimo, daš čist sprednje zobe, veste, in to mora biti vse sproščeno. S tem spraviš glasilki skupaj. Tako bi Saški zdaj, recimo jaz. Glasilki krasno, veste, pa iz dneva v dan je to boljše. Veste, čist, in in gre vedno v višino. Skup morata iti, veste, pa se pa navadita glasilki, da greste skup in se na konju. Pa greš pa na ostale tele vokale, rečemo, samoglasnike. Počasno okrevanje. Z i-jem pa z oskim e-jem gre to skupaj, ampak mora biti spredaj. Tukaj pa potem še s prepono podprto je fajn. Stalnica slovenske glasbene scene pa je Damjan Murko, ki je bil prejšnji teden tudi naš gost. Štajerski slavček vedno poskrbi za zabavne zgodbe, zato se ga je prejel vzdevek najboljši samopromotor v Sloveniji. A hkrati je dokazal, da ni muha enodnevnica. Kaj menite o njegovi glasbeni karieri? Maja, izvoli. V bistvu, res je odličen samopromotor. Se mi zdi, včasih je žalostno, da nekoga ljudje bolj spremljajo in sprejmejo
nočem dobenega užaliti, ki nima takšnega talenta kot nekateri, ki se trudimo dlje časa in damo več na kvaliteto, da so tudi pesmi narete, bom rekla po domači, na drugo žogo, ne kar na tralali, tralala, ampak vsa čas Damjanu, da vse to v bistvu tako na takšen način spelje in da je pravi slavček. Torej, Damjan je bil nekoč pri meni, nekdo ga je pripeljal in potem sem jaz preizkusil njegov glas. Ne boste verjeli, če sem zaigral ton, ni zadev tona. Če sem pa zapel ta ton, je pa recimo od 60 tonov mogoče, da 2 ni bil prav. In to sem v enem intervjuju povedal, pa so bili pa komentarji, ni čudno, da je Naca Junker dobil depresijo, ki je murka, da posluša pa to. No, on je na en fajn način res zelo dobro s to samo promocijo naredil. Vse se poznava, no zdaj se nekaj časa ni svedla, ampak zna pač to svoje, na malo drugačen način. Tako, ja, seveda. Tako, ja. No, je pa seveda veliki oboževalec moje dolgoletne prijateljice in sopevke, Helene. Res, ja. To pa je, ja. Gremo še malo v tujino. Jennifer Lopez, ki je poleti dočakala Abrahama, je na vrhuncu svoje kariere. Po uspešni turneji in izjemnem uspehu filma je oboževalcem postregla z novo pesmijo v španskem jeziku. V vseh teh letih pa je prejela veliko kritik na račun slabega petja. Je ona sploh dobra pevka? V bistvu ona kot igralka, večinoma igralci tudi znajo in plesati in pet. In jaz sem njo spoznala v filmu Selena in sem bila zelo navdušena. In potem sem nekako imela v mislih, ok, še ena igralka, ki hoče postati pevka, ampak skozi leta se je kar oblikovala in mislim, da je fenomenalna. Posebej, ker ko si ti na odru in tako plešeš, moraš imeti fizično kondicijo, moraš biti dobro pripravljen, zato da lahko potem plešeš in poješ brezhibno. Tako. In to je zelo, gre eno z drugim skupaj in je zelo pomembno. Tako da je izvrstna in vokalistka, in plesalka, in igralka in je kar fajn, da jo imamo. Jaz se kot pevke ne poznam, žal, tako da ne morem nič komentirati. Ampak že prej smo slišali, da je pevska tehnika podobna športu. Pri obeh gre za obvladovanje mišic. Se lahko vsak izmed nas nauči peti? Pravzaprav ja. Ja. Ne boste verjeli, da se mi je zgodilo, da tudi kako se posluh popravi. Veste, ko daš pol tone, pa to, pa uno, pa ponavljaš, ko nastavljaš, kam gre glas. Ker veste, ne vejo, da recimo nizki glasovi grejo v masko. Srednji grejo tukaj, če gledate anatomski atlas, grejo v obnosne votline. Začelne sem pa že povedal. Tako da, če ste prehlejeni, pa je tle not vse to, se veste, tisto zeleno, kar gre ven, boste zelo težko upeli tiste visoke tone. Je pa hripavost je pač prvi znak, da je nekaj narobe. Veste, in še nekaj moram povedati. Jaz veliko jih poslušam, pa jim povem, ko boste k nekomu šli, na vsaki ure morate nekaj dobiti in če reče, daj še enkrat in ne pove, kaj si narobe naredil, pa kako in kako moraš zdaj narediti, pa pokazati in z besedami povedati, da bo prav. In se to potem, veste, to čudovit primer je bila Manca Špikova. Midva sta tako krasno delala pol leta in v Green Roomu je povedala, če ne bi to zimo vložila v študij petja, pri nas je tu, ne bi nocoj pela te težke pesmi. Ni tako lahko. Pa Maja, ki ima take težke nastope, veste, to je dolgo. Ja. Jaz imam tudi težke pesmi, samo jaz ne pojem, jaz nimam celovečernih koncertov, nikoli jih nisem imel. Pač v operi je bilo drugače, ampak z opero sem pač zaključil. Ampak ne, jaz pač tistih nekaj pesmi, tudi vse niso tako težke, ampak seveda so mi pa vedno pisali z velikim razponom. Moraš biti brezhibno pripravljen, nimaš kaj, nekaj odrekanja je, vsak poklic ima dobre pa slabe strani, tako pač je. Ja. Vsekakor pa ne moremo oporekati glasu, ki ga ima Beyoncé, ena najbolj znanih pevk in občudovanih žensk na svetu. Njen glas je enostavno božanski, kaj ne, Maja? Ja, res je, jaz sem bila na njenem koncertu že 2-krat tukaj v Zagrebu in sem navdušena nad njeno karizmo, njeno interpretacijo, plesom in tudi samo glasbo in besedili. In je res izjemna vokalistka, res to v prvi vrsti. Jaz tako kot igralcem ne verjameš na odru, jaz jim ne verjamem, če na očeh ne vidim. Izraza padna, pa mimika. Tako pri pevcu vidiš. In tole je pri teli naši dami tukaj. Mislim,
čustva in v bistvu jaz pravim... Vse se vidi na obrazu, ne. Jaz pravim, ko poješ, vsaj jaz, ko pojem, hočem povedati zgodbo te pesmi in dam vsa svoja čustva noter. Tudi v studiu, ko snemaš pesem, ne, to ni nikogar, razen snemalca. Ja, res, v studiu se da marsikaj tudi zakriti in tak naprej, ampak recimo na živih live koncertih. Na live koncertih je pa res tisto tukaj in pevec, pevka ti zdaj da pesem samega sebe in to največ šteje, ko greš koncert v živo poslušati. Veste, je bil en festival, ki je bilo, v bistvu playback so bili vsi, ne? Ampak tako, kaj to, takoj slišiš, a zbori zakrijejo glas in to in nun, kje to je, a veste, pa ljudje to, ne, se naveličijo pesmi na 5 tonih, mi rečemo, ne? Tako da je pač, ne, je pač tako. Moram povedati en hec, obema sem pogledal, kakšno grlo ima ta, ena in druga. Danica ima rahlo necapnik, kar mislim, da je vsaj taka je barva, kot da bi bilo od kisline. Trenutno je pa, Maja je pa trenutno brezhibno pevsko. Ni imela nobenega napora, zdajle sigurno ne. Jaz pa verjetno moram malo več spati, pa bo. Pa več vode piti. Ne, se nimaš ti, čisto bi bilo bolj rdeče, ne. Ja, tako, škoda, da nisem vsa bunga aparata. No, ampak če se prej vrnemo k Beyoncé, ti si dejansko, Maja, stopila v njene čevlje, namreč v novi različici legendarne risanke Levji kralj je Beyoncé svoj glas posodila Levinji Nali. Ja, jaz sem v bistvu samo pevski del izvajala, govornega ne, se pravi dialoga ne, to je bila ena igralka. Mene so pa strani Walt Disneyja potem naknadno potrdili, da bom jaz v slovenski različici njene 2 pesmi odpela in si to štejem v veliko čast. In čudovita izkušnja, prvič sem na tak način snemala kakšno pesem v studiu Ritem in je bilo res čudovito, super izkušnja in res si štejem to v čast. Po kratkem predahu bomo izvedeli, kako moramo skrbeti za svoj glas. Postati pevec je danes lahko in težko hkrati. Želja po uspehu pa je tako velika, kot je konkurenca. Peti v plastenko od šampona po tušem danes preprosto ni več dovolj. Zato se mnogi pevci podajo na ure petja. Učitelj petja vsekakor pomaga odpirati vrata. Marsikdaj pa lahko iz amaterja ustvari profesionalca. Nace, možnosti za dobro petje je danes več kot kadarkoli. Ja, bom kratek. Torej, 75% tistih, ki odkar so te talente pa to leta, jih reče, da bi bili radi pevci, ko vprašam za to, da bojo čim prej znani, da bojo imeli lepe obleke, da bojo na televiziji, da jih bojo vsi poznali. Ne? Pride pa kdo, ki pa reče, vem, da me čaka veliko dela. Ne? Bistvena je samo pravilna pevska tehnika, zapomnite si. Torej, bel canto, ta stari bel canto, to še projski recimo, ne? Je tako grlo tisto malo hripavo, ampak to mi moramo sekundarno narediti, ne primarno. Ne? Bistvo je to in pa počitek in se bo to. Ja, v bistvu jaz bi lahko rekla, da sem otrok talent šovov, ker jih imam 10 za sabo. In v bistvu jaz sem šla na talent šove, da sem opozarjala nase. V bistvu na koncu največ pa šteje to, da imaš avtorsko glasbo, da daš del sebe, da pripoveš oziroma pripoveduješ svojo zgodbo in da se ta tvoja zgodba dotakne poslušalcev. Tako da je kar težka trnova pot, ampak zelo je pomembno vztrajati, delati in še enkrat ogromno delati. Ampak koliko časa je trajalo? Glasba in zabavna, oboje skupaj, ne? Ja, seveda. In je treba res tako je treba z glasom, ne? In res je treba biti previden in začuti, če je nekaj narobe, stran od tega pedagoga. Ja. Maja, ampak koliko časa je trajalo, da si prišla do takšnega glasu, kot ga imaš zdaj? V bistvu zdaj bi lahko rekla zadnje 3-4 leta. Delam veliko na glasu, vokalu, na tehniki.
se pravi, vadim skoraj vsak dan, se čuvam, dovolj spim, ne pijem pretiranih hladnih, gaziranih pijač. V bistvu skrbim za svoj glas, ker je ogromno pomeni mi v življenju, ker mislim, da sem jaz rojena za oder in stati na odru in dati svojo energijo in pesmi ljudem je nekaj najbolj norega, kar lahko obstaja. In v bistvu skozi leta se vedno izobražujemo, grem na razne delavnice, spoznavam nove ljudi in rastem in se nekako učim sproti. Rokerski zvezdnik Bajaga ima na koncertih vedno zraven tudi kakšen kozarec viskija. Ko sem ga o tem povprašala, mi je rekel, brez viskija ne gre. Vino bi še šlo, ampak ni tako praktično za na oder, ker če bi ga pil, bi moral pogosteje na toaleto, kot če pijem kratke. Tako da vino ni primerno za nastope. Ob tem mi je še povedal, ne pijemo veliko. Tako kot pravi Žika, malo, ampak redno. Maja, kaj ti o tem meniš? Alkohol, nastop, to gre skupaj? Pri meni, v bistvu z mojega vidika, ne gre skupaj. V bistvu, ker se ne moreš dovolj kontrolirati, če kaj spiješ. Tako da jaz imam politiko, da pred nastopom ne spijem nič alkoholnega. Tudi za pogum ne, ker se mi zdi, da moram biti 100% skoncentrirana na koncertu, na nastopu. Pol kasneje se lahko kaj spije, ampak vsak posameznik se dovolj dobro pozna in ve, kaj je dobro zanj. Tako da... Tako. Ja. Jaz alkohola tisti dan, ko imam nastop, sploh ne smem. Postanem popolnoma hripav. Pa dehidrira alkohol, ne? Popolnoma hripav. Enostavno, vino, torej tudi potem. Ne, absolutno ne. In se hripal par dni. Nekaj mora biti, ampak veste, to je individualno, ne? Vsak ima kaj drugega. Ja, vsak kaj drugega. Upam, da bo daj kakšna daljša oddaja tudi o tem. Ja. Apeliram. Zmenjeno. Bleščečo kariero Amy Winehouse pa je končala usodna zastrupitev z alkoholom. Amy je brez dvoma spadala med največje umetnice tega tisočletja. Vsi, ki smo si ogledali dokumentarni film Amy, smo lahko ugotovili, da slava ni bila najboljša zanjo. Ocenjujem, da je slava nekaj, česar človek ne more nadzorovati. In ta slava je v neprimernem času postala prevelika zanjo, je povedal režiser filma. Pri njej dejansko več ni bilo petje zgolj za užitek. Ja, jaz, ko sem gledala njen film, sem zelo na koncu bila žalostna in sem jokala. V bistvu ona je bila nekako potisnjena v to slavo. Ona ni tega želela, ona je želela samo peti, delati glasbo. In v bistvu s tem, kot ti delaš posebne tekste, glasbo, avtomatsko vedno bolj postajaš prepoznaven in slaven. Se pravi, ta ljubezen do glasbe s časoma tudi preide v tako slavo, veliko slavo, kot je bila pri njej. In res žalostno, da je tako zgodba svojo končala. Filma nisem videl, ampak pevka je izvrstna, seveda. To se ne da povedati. Veste, temu rečemo naturštime po celem svetu. To so naravni glasovi, kot ga ima Maja. Često ne potrebujejo pedagoga, razen če zaškriplje. Žal mi je, da nismo slovenske pevce tudi dali za primer, ker so tako dobri, kakšni na odru, da se to ne da povedati. Veste, pa tako, ko ti začneš pet, si kar naenkrat tudi od drugih, to se moraš zavedati. In je pa nekaj, nihče ne ve, kaj se v tebi samemu dogaja. Glejte, jaz, ko sem prišel v bolnico z depresijo, vse smo šli skozi od otroštva in to, pa vendar, toliko razstopov, je to, kako naj rečem, jaz nimam treme, ampak vedno je nekaj, Bog ve, kaj se je dogajalo v njeni duši, v njenem, veste to, in ona je hotela pet, ona je hotela samo pet, ampak postala je del občinstva in kako se je to potem pomešalo, pa se veste, to je težko. Maja, enkrat si mi povedala, v življenju je najpomembnejše, da lahko počneš to, kar te najbolj veseli, ker potem si srečen. Ja, drži. V bistvu jaz sem zadovoljna in v privatnem življenju in v službenem, če lahko temu tako rečem, in je zelo pomembno, da delaš to, kaj najrajše delaš, ker si potem srečen in to srečo deliš in žariš z drugimi. Tako da to je res pomembno. Nace, kaj pa tebe bolj veseli, petje ali poučevanje?
Joj, to je pa tako težko reči. Običajno so me sprašvali, kaj mi je bolj zabavna glasba ali opera, pa se tudi nisem mogel odločiti. Res bi težko rekel. Je pa tako luštno pomagati nekomu. Trenutno že vnukom od bratranca že poučujem. Ne glede na to, ali gre za službo ali hobi, vedno smo odvisni od svojega glasu. Maja, imaš morda za vse nas kakšno posebno vajo, da bomo vedno na dobrem glasu? Ja, v bistvu jaz sem s sabo prinesla slamico, ki jo v bistvu damo v vodo in pihamo. Zdaj bom kar dala primer. V bistvu, da si zmasiramo glasilke in jih nekako spravimo v prvotno stanje. Posebej tudi kot ti, kot voditeljica in govorci in profesori in pevci, je zelo pomembno, da čuvamo na tak način glasilke in pa v bistvu tako letanko, ki je v bistvu tudi uravnoveša, da glasilke pridejo na prvotno stanje in tudi skozi to slamico lahko si zapojemo, zamrmlamo. Maja, tukaj te bom popravil. Veš, kaj ti tukaj delaš? Eno perfektna stvar za glasilki. Ne pozabite, sta dve. Ti daš in delaš čisto spredaj, veš, tukaj, to nastaja. No, to je isto, kot tisti mimik sem ga prej pokazal. Ti daš glasilki skupaj, veš, pa še v masko čisto spredaj poješ čisto spredaj na šobico. In zato je to fajn vaja, ne? To nima s tem nobene zveze. Še nekaj. Moja profesorica je vedno rekla, krčevitost nikoli. Napetost, da nekaj daš, pa ja. Ja, super. Za konec mi na kratko povejta, je petje dar ali stvar tehnike? Jaz bi rekla, da je dar in ogromno dela in ogromno vaje in truda. Oboje. Hvala za pevski večer. Hvala lepa. Hvala tebi. V stresnem vsakdanu, ki je poln številnih informacij, smo zataknjeni v levi polovici možganov. Vsekakor je pomembno, da negujemo in razvijamo tudi desno polovico. In ravno petje nas poveže z našo desno polovico možganov, ki je odgovorna za intuicijo, domišljijo in vse naše ustvarjalne funkcije. Zatorej pojte. Ponovno se vidimo v petek. Naj vam vaša zvezda sveti. Pozdravljeni v novem Faktorju. Si predstavljate, da izgubite tisto, kar vam prinaša kruh, vas razveseljuje, daje smisel vašemu življenju. Vse to, veselje, kruh in smisel, je za pevko Sašo Lendero njen glas, ki pa je v tem trenutku v nevarnosti. Ta teden smo namreč v reviji Nova zasledili, da ima priljubljena zvezdnica resne zdravstvene težave. Znati lepo peti je resnično poseben dar, ki ga je potrebno negovati in razvijati. Pevka Maja Založnik na svojim karizmatičnim glasom vselej pusti odprtih ust in danes nam bo zaupala, kako skrbi za njega. Eden tistih, ki pomaga pevcem do lepega glasu, pa je pedagog Nace Junkar. Dobrodošla. Zdravo. Lepo zdrav. Maja, si naredila kakšne vaje za glas tudi pred našo oddajo? Ja, seveda malo sem zmasirala glasilke. Imam s sabo tudi, ki bom potem pokazala slamico, ki sem skozi njo malo v vodo pihala in še eno drugo slamico, da sem se vsaj malo spravila glasilke v prvotno stanje, da bom lahko lepo govorila. Nace, si morda tudi ti naredil kakšno posebno vajo tik pred začetkom oddaje? Lepo zdrav. Ne, ampak kadarkoli pred nastopom ali čemarkoli govorim zelo v masko, to je ta del spredaj, veste, se imenuje maska in govorimo čisto spredaj, da se ne dotikamo grla, ne, recimo. No, eno stvar, zelo sem vesel, da sem bil povabljen, Danica, da si me povabila v to oddajo. Namreč prvič je, da lahko spregovorim o tem, koliko težav imajo slovenski pevke in pevci. Če rečem pevci, to pomeni za oba spola, ne. No, pa tudi ljudje kakšnih stvari včasih ne vejo. Niti ne vedo, da imamo dve glasilki. Ne? Zdaj, ko je Maja rekla glasilke, ne? Moji glasilki, ne? Ker sta samo dve, ne? Treba to vedeti. Ne? Glasilki, ki prideta tako skupaj, ne? Tako, da se vidi. In vibrirata. Če vibrirata, vprašanje. Naj bi vibrirali, ko govorimo, ko pojemo, ko jih dejansko uporabljamo, ne? Ja, vibrirata tako, ne. Veste, to je tako.
tam Danica, ne, sem vendar pevc, ne, in potem tudi pedagog, no, ampak kot pevc nikoli ne povem, ne moreš sebe ne hvaliti, ne grajati, to drugi. Kot pedagog to pa res nekako obvladam. Sodelujem s foniatrijo, ne, to je ORL, ne, klinika, poseben zdravnik foniater, v Ljubljani sta profesor Kočevarjeva in docent Šaregova. Veste, tam, ko s kamero, ne, posname glasilki, ne, tam vi vidite, če pravilno vibrirata. Ne. In z vokalom, se pravi samoglasnikom, bom po domače povedal I, ne, tam se jezik, to imate na YouTubeu tudi, jezik se da ven, ne, in ga prime, ne, in potem s kamero, ne gre notri, samo do police, ker ima kamera na koncu, gre torej pod pravim kotom gre dol, ne, in ni treba iti nikamor v grlo, ne. No in ko zapoje se, recimo to zgleda približno tako, malo bo smešno. In to je I bil zdaj namreč, ne? Sliši se nekaj čist drugega. Ne? Ampak, če sta glasilki fonatorno B5, to pomeni gladki, da prijeta skupaj, zdaj jaz s mojima prstoma, ki nista glih ravna, ne morem tako pokazati, ne? Potem se temu reče, da je glas zdrav. Če se veliko poje ali govori, ne? Kot učiteljice, ne, pevci, vsi, ki imajo take poklice, ne, se pa na teh, če bi zdaj povečano, ne, se naredijo take, kako bi rekel, in ne prijeta glasilki skupaj, potem se pa, mi imamo v žargonu en znak, kot je parlando, ne, govoreče v glasbi, ne, pa rečemo sapando, ne, pa zrak pride vmes, ne, pa hlipavo še pri žrelu, ne. Tako da, preden se kogarkoli uči peti, se ga pošlje na foniatrični pregled, namreč tam se tudi vidi, koliko sta glasilki dolgi, ne, čim krajši sta, višji je glas. Ne. Recimo, srednje dolgi pa je često tak fleksibilen glas in tako, ne, daljši sta pa zanesljivo globoko. Ampak Nace, preden bomo bolj obširno o tem govorili... Ne, to sem želel povedati, da se tam najbolj vidi, no, tako, ker veste kaj, zato, ker je veliko pedagogov zdaj in zelo hudo je to, ko dajo takoj kar pesem, nobene tehnike, pa tudi foniater mora pevca pregledati. Absolutno. Potem šele veš, kako z njim delati. Danica, izvoli. Hvala. Preden začnemo o tej temi, bi te jaz še nekaj drugega vprašala. V reviji Nova si se pogosto znašel tudi v Adamovem kostumu. Saj so te že večkrat ujeli na plaži. Enkrat si celo rekel, da so ti s tem naredili uslugo. Saj so se nate takrat spomnili tudi tisti mediji, ki so te vmes morda že malce pozabili. Ja, imaš prav. Torej tako, jaz sem bil 85. leta že. En letos preminuli prijatelj dol, da smo se slikali tako, da smo vedeli, da se slikamo, ne, v Fiesi, ja. No in pravi, to je že tradicija. Je nekdo poslal fotografijo na takrat revijo Antena, to je bila debela taka manjša revija. Če nisi bil v Anteni ali pa v Stopu, nisi bil pevec. Dejansko je tako bilo, ne. No in sem bil jaz na eni skalci, mlad in tako, in tiste slike nikjer ni bilo še Sonči, ne, Sonja reče Bašek, ki je bila takrat začela na Anteni delati. Jaz sem pa začel tole, jaz sem najprej bil operni, potem to. No in tisto smo potem krstili za prvo paparac sliko, čeprav sem vedel, da se slikamo. Te paparaci so pa enkrat ujeli, ne. In bom še 3-krat in zakon je tak, da javno osebo na javnem mestu lahko fotografirajo. Torej, če greste vedve z mano na plažo, bomo pa vsi 3 fotografirani. No, zdaj pa nazaj k Saši Lendero. Za revijo Nova je pojasnila, iz neznanega razloga se moje glasilki nista bili sposobni v celoti stakniti skupaj. Zato nisem mogla doseči višin, kot sem jih prej. Na srečo nimam vozličkov ali drugih poškodb. Nace, kako nevarno je to za pevca? No, ko smo ravno pri Saški, jaz sem že pred toliko leti, ona ima en tak čudovit sopran, ona ima tak čudovit material in sem ji pred mnogo leti že rekel, oglasi se.
Sem rekel, ti iz tega glasu res veliko lahko narediš. Ja, pa ni prišla, je pela in tako ne, ampak je imela vedno čist glas, tako da sem zdaj začuden, ne, kaj je. Zdaj, če ni vozliča, pa če ne prijeta glasilki skupaj, je to samo stvar tehnike. Dve vaji sta, ki to spravita skupaj. Namreč jaz sem pevce dobil že pred tem, da sem jih da se jim ni karkoli naredilo, nažalost pa ne veliko potem po operaciji. Ampak Saška je imela vedno tako čist glas, zdaj že dolgo nisem slišal sicer, da je bila krasen, tako lep čist. Vsekakor mora Saša paziti na svoj glas, če bi rada še dolgo nastopala. Maja, Saša mora nekdo na novo shoditi zdaj pevsko. Ja. To sta dve posebni vaji. Če bo to gledala, bo pa zagotovo zdaj se oglasila, poklicala. Maja, kaj pa ti imaš tudi ti strah pred izgubo glasu? Se ti je morda že kaj podobnega zgodilo? Ja, v bistvu imam strah, da bi ostala brez glasu oziroma bila zahripana, ne bi sploh mogla peti in govoriti. Imam že eno osebno izkušnjo. 5 let nazaj, mislim, da je že, oziroma več, ko sem prepevala na ladji, v bistvu po enem mesecu sem ostala brez glasu. 4 dni nisem mogla ne govoriti, ne peti. V bistvu to pa sem, kot vedno se na svoji koži največ naučimo, sem se naučila to, da rabim dovolj spanja, da je v bistvu moje celotno telo inštrument in če se jaz slabo počutim, ne morem dobro zveneti. Maja, na ladji se je treba veliko peti, ne vsak dan, vsak večer, ne? Kako? Veliko je treba peti na ladji, sem slišal, ne? Ja, 4 do 5 ur smo vsak večer peli. Preveč, to je bila od preutrujenosti, ja? Ampak jaz tudi nisem v bistvu se prej dovolj pripravljala na to, no. Zdaj sem se tudi, v bistvu delam na tem, da vsak dan vadim ali vsaj malo tehnične vaje, ali petje, ali seslamico, vsaj nekaj, da sem vsak dan aktivna, ker v bistvu glasilki sta mišici in jih je treba trenirati, tako kot športniki v fitnessu, oziroma športniki, ki morajo trenirati, to je isto, jaz pravim. Tako da sem se kar zelo v parih letih precej naučila, da moram vztrajati pri teh vajah, da lahko pa tudi fizično zdržim na samem nastopu. Pa kar si rekla, Maja, počitek je zelo pomemben. Počitek pa 8 do 9 ur spanja imam jaz zdaj, pač se trudim, ko imam veliko nastopov, da veliko spim. Se pravim, moje telo je moj inštrument, celotni in kako se jaz počutim, tako tudi pol zvenim, ne. In to se mi zdi zelo pomembno. Če smem povedati, ko grejo na jemo vsako leto, ne, pa imajo tam vaje, pa slovenski večer, pa ne vem kaj, ne. Jaz se spomnim, sem Omarju naročil, že prej ne govoriti, kot ti ni treba. No in mi mama njegova povedala, da je vstal zjutraj, še prej šel tja, ne, je tako naredil in pol je povedal kasneje, čez 3 ure, ko je prišel tako, nace je naročil, ne. Veste, ampak to je res. Tam je, počivati je treba, kot ti ni treba peti. Tako. No, zdaj pa si pogledamo, kako poje naša gostja Maja. Nace, kaj bi rekel o tem glasu? Ja, jaz moram vse gledalke, vsi gledalci, ki gledate, pa še drugim povejte, veste, že dolgo nismo imeli takega glasu. To je en glas, malenkost, to je en velik glas. Ona, poglejte jo, s kakšno strastjo poje, besedilo, ki ga poje, kako ga interpretira z vso mimiko obraza in vse tako. Ne? Ena malenkost ti manjka, če bi torej najvišje tone dala še bolj v čelo, po celem svetu jim rečejo kop v toni, ne? Bi bilo lažje, ne? Ampak pa interpretacija, ne? Ona ima en volumen glasu, ne?
samo pri tem presnetku ni, ampak sem pa nekje videl, ko gre pianissimo, se pravi čisto tiho, ne, tisto pa, če je malo, ali bila mogoče preutrujena, nekje sem videl, ne, nekaj imela haleluja, pa je bil sapa. Haleluja, ker je v grlo zapela. Ne. Če pa sprejete zapoješ haleluja, pa gre. Ampak to je Maja, iskrene čestitke, veš, jaz te do včeraj, predvčeraj še nisem poznal. Jaz sem šel pogledat, ker ne gledam televizijo, prostite, že 12 let. In to je na Facebooku, kar pač vidim, ne, nisem te pa imel, zdaj pa sva prijatelja. Skratka, Maja, vse čestitke, glas si dobila pač, ne, mogoče po starših, tudi saj jaz sem ga, ne. In veš, ta tvoja interpretacija, to je in tudi imidž, moram povedati. To gre tako perfektno skupaj in prosim, da ne shujšaš. Niti slučajno. Ne, ker bo zgubila ta volumen glasu. Perfektno, res. Ja. Po oglasih pa bomo morda tudi kakšno zapeli. Ostanite z nami.